Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 39 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Ministrica za izobraževanje dr. Simona Kustec se je po 2 letih vendarle odločila povabiti reprezentativne sindikate na sestanek. Poglejmo. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je predstavnike sindikata vzgoje in izobraževanja ter visokošolskega sindikata povabila na delovni pogovor, na katerem bi pretresli nerešena vprašanja. Zalomilo pa se je, ker se je ministrstvo odločilo sestanek neposredno prenašati po družbenih omrežjih. Sindikalisti pa s tem, kot pravijo, niso bili seznanjeni in se ga zato niso udeležili. Gre za protinapad, da gre za poskus diskreditacije. In lahko rečem, da je ministrstvo danes sindikatom pripravilo zasedo. Obžalujem, da jih ni, hkrati pa prav tako, če je bil namen tega obiska danes ponovno manipulacija, poniževanje na strani nekaterih nas na resornem ministrstvu in pa vlade, potem se jim tudi zahvaljujem. Resničnostni šov na področju vzgoje in izobraževanja se torej nadaljuje. Ostaja pa upanje, da bo resorna ministrica do konca mandata zaposlenimi v šolstvu vendarle vsaj enkrat sedla za skupno mizo. Sedaj pa se lotimo 96. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali: kanabis. Je čas za legalizacijo kanabisa. Zakaj kanabis ni konoplja in zakaj je čas za legalizacijo, bomo vprašali naša posebna gosta. Gorazda Praha in Miloša Čiriča. Gorazd, Miloš, toplo pozdravljena. Pozdravljen. Gorazd, daj najprej razloži našim gledalkam in gledalcem, kakšna je razlika, zakaj je pravilno govoriti o kanabisu in ne o konoplji. Mislim, če je tematika današnjega pogovora ali pa kateregakoli pogovora na to temo droga, potem je prav govoriti o kanabisu, ker je ta tisti, ki je kot droga označen in ga kot njegovo regulacijo zahteva tudi mednarodne konvencije, katerih podpisnica je Slovenija. Ampak ti si to drogo kupil na bencinski črpalki zdaj na poti na oddajo, ne? V bistvu sem kupil nekaj, kar, oprosti, ustreza definiciji. Vidite, narejeno v Švici, v rastlinjaku, kanabis sativa L, edina vrsta rodu kanabis, ki obstaja, in ker gre za vršičke rastline oziroma socvetja, cvetove, bi jih, če ne bi bili tako pakirani in če tu gor ne bi pisali Don nič 2, lahko označil za drogo. Če bi se mi raztresli v žepu, bi zaradi njih, v primeru kakšne preiskave, lahko imel težave. Ampak to je legalno kupljeno na Petrolu, pol ure nazaj, zato imam račun. Zdaj, zakaj gre? Vršički, taki, ki so droga, in smola, ki so ravno tako označeni kot droga, imajo posebno ime z razlogom. To je nekaj, kar na rastlini rodu kanabis, če je za to gojeno, lahko zraste. To je droga, ki se jo da uporabiti ali pa zlorabiti. Medtem ko je pa sama rastlina, tudi če boste šli pogledati v slovar geslo konoplja, v slovar slovenskega knjižnega jezika, boste noter našli pravo definicijo. To je visoka kulturna rastlina z dlanastimi listi, ki se goji zaradi semena in vlakna. In to priznavajo tudi mednarodne konvencije. Torej, da ne bom predolg, ker to je plod kar dolgoletnega raziskovanja, da smo lahko to potrdili. Izraz konoplja je primeren za opis kmetijske rastline za seme, vlakna in hortikulturo. Izraz kanabis je pa primeren za opis tistega, kar je droga, in moramo imeti pod neke vrste regulacijo, če tudi bi se odločili za legalizacijo, ki jo naslov zapoveduje. Sama konoplja, predvsem omejena na kmetijstvo, hortikulturo, seme, vlakno, torej prehrano, je pa gre za popolnoma enako analogijo kot mak. Opijski mak za drogo in vrtni mak za semena sta ista reč, samo namen in cilj gojenja sta enak. Eno je kmetijska rastlina, drugo je nekaj, kar moramo regulirati po predpisih o drogah. In to je v bistvu temeljna razlika. In ravno ta gospodarska raba, Miloš, je pa to, s čimer se ti ukvarjaš. Koliko je zdaj, še 1 leto dni približno, kar te je minister za gospodarstvo imenoval za vodjo delovne skupine za industrijsko rabo konoplje, in ravno danes si oznano na družbenih omrežjih, kot se to spodobi v današnjem času, da si vložil nomotehnično urejen zakon za gospodarsko rabo konoplje. Kaj pa to pomeni? Kaj pa ta tvoj zakon prinaša, Miloš? Ta zakon določa način gojenja, določa način predelave, določa ekstrakcijo in seveda tudi promet, se pravi vse tiste stvari, ki so vezane na gospodarstvo.
ne, in seveda loči pa kanabis od konoplje, tako kot je kolega prej povedal, ne, malenkost drugače, ampak v osnovi z istimi nameni. Ne. Ok, ampak zakaj recimo Gorazd Miloš ravno zdaj, ne, vemo, smo rekli v uvodu, da je manj kot 40 dni je še do volitev, je spet ta tema. Ta tema je že vrsto let žgoča tema, se mi zdi, več poskusov je že bilo, da bi se stanje na tem področju uredilo. Če pogledamo malo čez meje Slovenije, nimajo s tem težav, ne? Znajo precej dobro ločiti, kaj je kanabis, kaj je recimo konoplja, kaj je gospodarska raba, kaj je recimo v končni fazi nekje tudi rekreativno uživanje droge, kaj po drugi strani je pač uporaba kanabisa v neke medicinske, druge namene. Zakaj po vajenem mnenju recimo v Sloveniji imamo s tem toliko problemov? Gorazd. Če mene vprašaš, je izvorni premen o imenu. Ne? Zdaj, mi, kadilci tobaka, pogosto rečemo, da če prižigaš cigarete na svečah, umre nekje mornar. Ne? Zdaj, vsakič, ko mi rečemo konopla v kontekstu droge, ne? Torej vsakič, ko mešamo te zadeve, ne? Vsakič, ko konoplo naprimer uporabimo, nekje ubijamo nekega pridelovalca, ki bi to počel v enem čist legalnem kontekstu, ki z drogo zveze nima. Ne? Zato Slovenija že leta in leta išče definicijo medicinske konoplje, ne bo našla. Našla bo definicijo medicinskega kanabisa, prilagojenega za uporabo v medicini, ali pa ekstraktov, ki so uporabni za medicino ali karkoli podobnega. Torej, ime je ekstremno pomembno, zato ker se ne pogovarjamo o tem, o čemer bi se morali, da bi lahko teme ločili, da bi lahko postavili dnevni red in prioritete. In mene resnično skrbi, da je tukaj največji problem. Tako da vsakeč, ko se začnemo prav pogovarjati, prav poimenovati stvari, se običajno stvari bistveno hitreje premaknejo kot to. Zdaj, a je bilo pa to, ta napaka v poimenovanju namerna ali ne, o tem pa jaz v bistvu niti ne želim špekulirati. Ne. Mi imamo na mizi, smo zdaj že večkrat imeli priložnost, da to popravimo, ne, in zdaj je stvar volje, ali bomo popravili nekaj, kar je neumno, ali pa bomo še spet iskali razloge, zakaj se to ne da, tako kot si rekel, ne, če Avstrija, ki vzorno spoštuje mednarodne konvencije, in tudi ne moremo reči, da je država, ki bi tako ali drugače spodbujala rekreativno rabo drog. Ni Nizozemska, ne? Pa ne bom rekel Nizozemska, rekel bom Avstrija, ker Avstrija konkretno je država z... Ne, se pravim, Avstrija ni Nizozemska. Ne, ni Nizozemska, tako, prosti, tako je. Avstrija kljub temu nima rastline za drogo. Rastlina brez cveta ni droga. Lahko jo kupiš, lahko z njo prometuješ, ker se oblasti in tisti, ki nadzorujejo, vejo, kje je možnost sploh tako imenovane nepooblaščenega pridobivanja kanabisa oziroma droge. Ne? In na to bi se moralo omejiti in bi potem tudi veliko lažje reševali tiste probleme, ki dejansko obstajajo. No, tu je treba biti previden. Droga je v vseh delih rastline. Ne? Ni res. Je res. Je res, to so mi gojitelji povedali, zato imajo tudi težave. Ko jo porežejo, ko jo porežejo in postavijo, ona še zmeraj živi. Ne, še zmeraj deluje in je v vseh delih. Je pa res, da se za predelavo je najbolj primeren cvet. Se da pa iz vsega potegniti, zato tudi v vseh državah, ker imajo to regulirano, pa istočasno, da imajo strog del, pravzaprav moraš druge dele rastline sežgati. Kontrolirano. Se pravi, je stvar bolj kompleksna, iz tega vidika, in zato tudi gre. Recimo, tudi če pogledate, edina farmakopeja, to je pač način v farmaciji, ki je določeno, kako mora biti sestavljeno zdravilo ali pa karkoli drugega, natančno ima samo Nemčija, in tudi ima natančno nobena druga država na svetu tega nima, določeno, zato tudi določa, iz katerih delov rastline se katera stvar vzame. Stvari so bolj kompleksne. Zdaj to, kar bi ti rad, oziroma najprej minister Počivalšek, pa tvoja delovna skupina, pa zdaj ta zakon, Miloš. Samo malo, samo še eno stvar, ki je pomembna. Povej. Kolega ima zelo, zelo prav pri tej definiciji, da je treba to stvar rešiti. Namreč jaz sem, ko sem prevedel zadevo, mislim, ko sem prvi osnutek do maja, tako kot sem mislil, da je pravilen, so ga kolegi prevedli in poslali smo ga okoli in v Kanado, in v ZDA, in Švico, in v Izrael, in v Nemčijo, in v Portugalsko in tako dalje. Ko sem bil odgovoren nazaj, je bilo skoraj da vse posod napisano, what the fuck is industrial hemp. Točno to, hemp je what the fuck is medical marihuana. Točno to. Se pravi, tega ne razumejo, enostavno ne razumejo, kaj je, da ne rečem še, kaj so vsega ostalega napisali. V glavnem, jaz sem namreč postavil sem jim 3 vprašanja. Prvo vprašanje je bilo to, ali nam to omogoča, da dosežemo do konca zakon, se pravi tisti osnutek
milijardo dolarjev prometa iz tega. Druga je, namerno sem dolarje uporabil, zato je pač bolj razširjena zadeva, ne. Druga je, kakšni smo v primerjavi s konkurenco. In tretja je, kaj pomeni, kakšni problemi bojo na terenu. Namreč, dostikrat, ko se piše zakone, se pozablja, kakšne so težave na terenu. No in glavno, ko sem dobil odgovore od njih, sem vedel, da moram na novo začeti pisati. Ampak recimo, mi do zdaj smo bili navajeni, ne, ves čas smo poslušali pač industrijska konoplja, ne, pa ta grda konoplja v narekovajih, ne. Zdaj, kaj je zdaj s tem zakonom, Miloš? Zdaj, če te prav razumem, ti si rekel, države imajo tako narejeno, da moraš ostale dele rastline, ki jih ne porabiš, sežgati. Ne vse. Ja, ne vse. Ampak to, kar bi naj tvoj zakon zdaj prinesel, bojo pol kmetje, kdo bo zdaj, kje je gospodarski potencial uporabe tega in kaj bojo pol kmetje morali s tem početi? To kmetje načeloma ne govijo. Glejte, to se pravi, če uporabim besedico kanabis za poimenovanje, zato ker mi zdaj imenujemo medicinska konoplja, ne? Ja. Da bo jasno, bomo zdaj naprej, če se kolega strinjala, kada bo govorila kanabis, bo kanabis, se pravi, s to povezano, kada bo govorila pa ta konoplja, bo govorila pa o tem, kar pri nas trenutno imenuje industrijska konoplja, ne? Resnici je pa industrijsko vse in to mislim, da je zelo dobra stvar. Jaz sem tudi prvič pri njemu videl in pol, ko sem prišel do tistega problema, sem to začel tako uporabljati. Glejte, tukaj je treba biti zelo jasen, ne, to ni za kmete. Okay. Ta zadeva namreč je vetrocvetka. To se ne more kar tako širiti, ne, ker ima vseeno opravka z drogo in zato je bo dovoljeno kanabis gojiti zgolj v zaprtih prostorih, se pravi v stavbah in rastlinjakih. V rastlinjakih, po tem, kako smo jim predvideli, boš lahko gojil, čim boš uporabljal samo na naraven način. Kajti, če boš uporabljal luči še zraven, pa vse ostale naprave, to ni naraven način. To je pospešena proizvodnja in ta pa mora biti v stavbah. Se pravi, vem, zakaj pa vam lahko tudi bolj podrobno razložim, ampak za splošno rabo je to dovolj. Medtem, kar je pa ena stvar pomembna, v zakonu predvidevamo dvig THC na 1%. Zakaj? Zato, ker niti enega znanstvenega dokaza ni, nobene študije nismo najdli, ker bi bilo THC pri 3% imel večjo psihotično dejstvo, kot ga ima placebo. V redu. Si bomo vzeli krajši premor, ne nam iti gledalke, gledalci, če želite, lahko na lastno odgovornost tudi, kjer ga prežgete, ampak se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali je čas za legalizacijo kanabisa. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša posebna gosta, Gorazd Prah in Miloš Čirič. Pogovarjamo pa se o tem, ali je čas za legalizacijo kanabisa. Gorazd, predlagam, da zdaj še enkrat razložimo gledalkam in gledalcem, da bo mogoče bolj jasno, ne? Mi imamo nekako predstavo, da gre tu za dve rastlini, ena je industrijska konoplja, pa pol ta druga konoplja, ki se predeluje za rekreativno uporabo drog ali pa tudi za trgovino z drogami, ne, če hočeš, ampak v resnici ne gre za to. Dej, prosim, povej, kako je pri tej konoplji in kaj je potem s tem kanabisom. Čist preprosto, tista industrijska konoplja, ki si jo prej omenil za industrijske namene, je konoplja. Seme, vlakna, hortikultura, kmetijska rastlina. Tisto, kar je droga, kar bi moral in za kar obstaja mednarodno uveljavljen izraz, je kanabis. Gre za vršičke te rastline, iz katerih smola ni bila iztisnjena in pa smolo to rastline. Tam se na rastlini, če se v njej droga pojavi oziroma kadar se pojavi v večjih koncentracijah, je tam v vršičkih, cvetovih in v njeni smoli, kanabisovi smoli, popularno imenovani hašiš, tam noter se nahaja droga in to moramo kot drogo tudi označiti. Medtem ko pa izraz industrijska konoplja je v bistvu nepotreben. Če bi rekli konoplja, je potem to dovolj. S tem bi tudi odstranili stigmo recimo iz solatnega olja, ne, in podobnih stvari, ali pa iz zeliščarstva za čaje, kot je bila vrečka, ki sem jo prej pokazal. Petrolja ne prodaja za kadit, ampak za to, da to je čaj. Ne. In tu gre problem. Uporaba izraza konoplja, pa potem reči, ali je industrijska ali ni,
preprosto lažje je omejiti ta izraz na industrijske zadeve, s katerimi druge nimajo, medtem ko pa kanabis, pa naj ga bomo zdaj uporabljali za medicinske namene, torej pod licenco in zakonito, ali pa da bo slučajno zlorabljen, ker je nepooblaščeno gojen in prometovan. V vsakem primeru je to droga, je to kanabis, je nadzorovana snov. In tako bi jo morali poimenovati, tako jo poimenujemo konvencije, tako so jo do pred 20 leti, ko smo v Sloveniji spremenili zakon, poimenovali tudi pri nas veljavni pravni akti. Preden damo besedo Milošu, da pove, kako bi on vnaprej izkoriščal gospodarsko to konopljo, bi te še vprašal, Gorazd, kaj je ta hip pri nas dovoljeno? Dovoljeno. Ja, zdaj tako, ne? Kar se tiče industrijske oziroma konoplje, je na podlagi dovoljenja mogoče gojiti za seme, vlakna in prehrano, torej semena se gojijo za prehrano, na površini večji od 1000 kvadratnih metrov, lahko gojijo osebe, ki pač lahko sploh imajo tako površino, praviloma status kmeta, za to dovoljenje se zaprosi in potem se lahko goji. Torej, že velikost površine, kot minimalne površine, je tista glavna omejitev, s katerim se preprečuje, da bi to počelo veliko ljudi. In to dovoljenje se od Ministrstva za kmetijstvo dobi in to je to, kar je na področju konoplje, da tako rečem, dovoljeno. Ignorira se dejstvo, da konvencija, enotna konvencija o mamilih direktno pravi, za seme, vlakna in hortikulturo ni potrebno uporabljati nadzornih mehanizmov, ki jih konvencija predpiše za droge. In tako da ne izkoriščamo v kompletu vsega tega, kar bi lahko. Kar se tiče pa droge kanabisa, v par poskusih je bila nekoliko dopolnjena uredba, ki določa seznam drog v Sloveniji in v bistvu dopušča medicinsko uporabo teh snovi, tako sintetičnih ekstraktov, kot tudi kako drugače pridobljenih. Ključni problem z vidika slovenskega gospodarstva, tudi prej smo rekli, tudi proizvodnja zdravil je industrija, je pa ta, da Slovenija eksplicitno zapisuje v zakon, da je gojenje rastlin že proizvodnja drog, če tudi je to ločen postopek. In ker zato ne dajemo dovoljenj, če bi medicinsko proizvodnjo vzpostavil, je ta po definiciji velikanska, količinsko. In zato ta država ni nikoli vzpostavila mehanizmom, ki bi morali slediti šabloni za proizvodnjo opijskega maka. In zdaj imamo v Sloveniji paradoks, da imamo proizvajalce raznih preparatov, tudi takih, ki bi bili primerni za medicinski trg morda, pa morajo surovino, torej rastlino in njene dele, uvažati in to po možnosti iz Avstrije, kjer se to dela v joint venture z avstrijsko državno agencijo. Pol je to v bistvu res absurd. Vsi priznavajo, da se rabi, vsi priznavajo, da vsem medicinski porabi pod medicinskim nadzorom ne gre za problem, vsi pravijo, da imamo gospodarski potencial za to predvajati, ampak vendarle na strani ključnih odločevalcev, ne samo razglašene stroke, in to ni veliko ljudi, pa se stalno pravi, ne, vse je urejen. V bistvu ni, mi ne izkoriščamo enega pomembnega gospodarskega potenciala na področju medicinske droge. Rekli smo že, da ga ne izkoriščamo v celoti na področju kmetijstva. In v tej točki, odkrito povedano, se mi niti ne zdi prav pogovarjati naprej o nadaljni legalizaciji, če tako hočete, če nismo prej poskrbeli za bolnike, za zdravnike, za tiste, ki rabijo to. Ker konec koncev tudi, če to odpreš medicino, vse podatki kažejo, da je poraba tistih, ki to porabijo za medicino, veliko, veliko večja kot vsota vseh tistih, ki to uporabljajo kao rekreativno. Miloš, ti si rekel v prvem delu oddaje, da pač ta zakon, ki si ga zdaj vložil, ki ga je naredila vaša delovna skupina oziroma skupina, ki se jo ti vodi delovno skupino, ni namenjen kmetom, kmetovalcem. Za katere namene gospodarske izrabe konoplje pač gre tukaj? Je namenjen konoplje kot za kmete. Konoplja bo bistveno poenostavljena pridelovanja. Namreč konoplja je tudi ena redkih rastlin, ki lahko funkcionira brez subvencij. Bi se pač preprosto ne rabi ne herbicidov, ne česa drugega, za vrsto stvari je uporabna in imate zelo velike vrste konoplje. Žal so Francozi uspeli vsiliti, da je na tej listi evropski, so noter rastline, ki so namenjene bolj za vlaknine. Niso pa za kere druge stvari. Tako da tukaj smo mišli na širšo zadevo, ampak to bomo kasneje videli. Seveda pa zadevo je treba, tako je kolega povedal, treba bistveno širiti. To je lahko resna industrija in tudi vse napovedi so, da bo postala zelo resna industrija. In zato je pa treba omogočiti, kajti ta trenutek v Sloveniji tudi raziskav ne morete delati na tem področju.
medicinskih raziskav se ne da delati, ker preprosto nimajo podlage v zakonodaji. JAZMP bi omogočil to, če bi imel. Ja, noče preprečevati. Tu se jaz moram ne strinjati, jaz sicer poznam par projektov, ki so raziskovali. Pardon, JAZMP je Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Ravno to, oni so mi povedali, da imajo težave, da zato ne dobijo, tudi naš najbolj znani zdravniki na tem področju ne dobijo dovoljenja. To pa drži. Jaz bom rekel, če se malo našalo, malo zares, ne, če bi se pač kdo drug odločil in bi se tistim, ki o tem odločajo, zdel primeren, bi mu prej dovolili kot komu drugemu. In to spet je problem. Eno arbitrarno odločanje o tem. Ne. Je pa bilo prej recimo omenjen, ne, eni argumenti, o katerih se midva čisto strinjava, glede recimo, ne vem, 1% tako naprej. Ne. Kot rečeno, mi smo ravno kar je v Državnem zboru končal obravnavo takšen, oziroma jo bo čez 2 dni formalno končal takšen zakon, ne, kjer, bom rekel, so strgali to mejo 1%, če tudi je veliko strokovnih argumentov, zakaj je primerno vse pod 1% uvrstiti med konopljo in ne med drogo. Ne. Ampak stroka, ki se predvsem ukvarja z škodljivostjo zlorabe drog, ne, je tukaj ekstremno agresivna in te debate, ki jo mi danes tukaj imamo, v bistvu ne dopušča. In tu je v bistvu en velik problem, zakaj je težko narediti preboj. Ne? Ker rečejo, enkrat je celostno, enkrat je treba drobiti po koščkih, ne? Težko je pa narediti ravno ta preboj, o katerem se mi tu pogovarjamo, ker je preprosto njihovo stališče, da se o tem ne bi smeli govoriti, pa bo problem odšel samo od sebe stran. Ampak česa se mi zdaj v bistvu bojimo? Ne? Zdaj, če prav razumem, noben tu ne zagovarja legalizacije kanabisa kot mehke droge, ampak vseeno veliko nasprotovanja strani Ministrstva za zdravje, Javne agencije za zdravila pa medicinske pripomočke. Česa se mi bojimo? Ne? Sej v končni fazi vsako zdravilo se lahko zlorabi. Ne? Sej tudi, če se aspirinov naješ, je to zloraba. Ne? Če vzameš recimo 10 naenkrat. Kaj vidita, ne, skozi te svoje prizadevanja, kaj je tu glavni, ali so predsodki, ali kaj so te razlogi, da imamo toliko težav s tem, da bi v bistvu uredili zadeve na podoben način kot druge? Jaz mislim, da se ljudje preprosto ne znajdejo. No? Ne, da je zadeva taka, da je pač tukaj in tukaj časa veljala ta doktrina, ne, in v tej doktrini so bili vzgajani, v tej doktrini imajo, ne, in pač ne stopijo čez te meje. Ne. Mi na srečo se zdaj je že cel kup držav evropskih legaliziralo to, Nemčija ima to v koalicijski pogodbi in bo do 2023 je že predvideno, da bo že tudi pri njih veljala zadeva. Ne. Se pravi, zadeve so bistveno spreminjajo in zelo hitro se spreminjajo. Ne. Ko sem jaz začel pisati ta zakon, ne, lani, ne, nisem tudi predvideval, da se bo tako hitro zgodilo. Ne. In eden od razlogov, zakaj se je stvar vleklo, ker so se tako hitro dogajale zadeve. Tako hitro tudi Evropsko sodišče, Court of Justice, ne, je dalo neko odločbo. Se pravi, mi imamo cel kup tukaj stvari, ne, ki jih je treba upoštevati in ki se spreminjajo. In mi, ko smo pisali ta zakon, ne, jaz sem predvsem gledal na to, da bomo že anticipirali tudi nekatera prihodna gibanja, tiste, ki niso problem. Zato, ker morate eno stvar vedeti, zadeva mora biti kontrolirana in kontroliranih pogojih. Moraš imeti visoke standarde. Mi smo majhna država, mi ne moremo imeti tako, kot ima Colorado ali pa kdorkoli, ki ima res to zelo prepuščeno, zelo free je narejeno to, pa še marsikje drugje. Se pravi, pri nas bojo, ker bomo delali glavno za farmacijo, ne, bodo seveda tudi kompletno zahtevani bili medicinski standardi, farmacevtski standardi medicinski, pardon, da se popravim. Se pravi, in seveda, kaj nam bo to omogočilo? Omogočilo nam bo tudi to, da bomo uvažali sestavine, jih predelali in potem prodajali dražje. To, kar je največji denar, je pravzaprav v teh stvarih. Ker te morate se zavedati, mi imamo zelo vrhunske strokovnjake. Jaz vem za 2 patenta na področju, ki so jih naredili naši ljudje, ne? In tako dalje. Ne? Se pravi, ko se pogovarjaš, ko vidiš, kaj se je dogajalo, je to nujno treba narediti. Pa še ena stvar je pomembna, ki je tudi kolega že prej omenjal. Gledajte, to je dejstvo, da se to dogaja. In zato, ker je zdaj tako področje, kot je, ker se to ne ureja, se ljudje dobivajo svašta. Dobivajo stvari, ki so resno škodljive. Niso kontrolirane. Vidimo, da ne pozabite, da se mešajo za oljno repico. Se mešajo ekstrakti. In kaj je posledica tega? To je žar korata. To so problematične stvari. Ljudje se lahko zastropijo od sestavine, s katero se mešajo. Se pravi, stvari so res problematične. In od tega, da vam še nihče ne zna svetovati, kaj pravzaprav je prava stvar. Tudi, če se vi hočete zdraviti,
Na pravilne stvari dobivate, ne veste, kaj boste naredili. In ljudje se pač lotevajo vsega in mi moramo to urediti tudi za te ljudi. Ta zakon tega ne bo naredil še noter, ne, da bi za njih uredil. Bo pa omogočil pogoje za vse te stvari naprej. No, to, kar je bilo zdaj povedano, se mi zdi pomembno še samo mečken naprej nadaljevati. Ne. Pa govorimo zdaj o bolnikih. Sta mogoče še dva taka velika problema, ki te v Sloveniji ustvarjata to. In eno je to, da ko pri nas zboliš, ne, če tudi veš, da te bo sistem zdravstveni administriral okay, ne, kdor lahko potegne veze. Kdor lahko začne, a bom še zdaj tukaj nekaj malce obrnil, pa tako. In zato tudi, ko nekdo zboli, vidite, jaz poznam dosti ljudi, ki so bili strašni nasprotniki sploh pogovora o tem, dokler babica ne zboli, ne, ali pa nekdo v družini, pa te začnejo iskati, ti poznaš koga? Ne, poznam koga, ki bi to počel, ne? Oziroma ki bi dostavljal ljubem. Vem pa za posledice tega, ne? In so točno take, kot je bilo zdaj opisano. Torej, ljudje hočejo to, ne? Po drugi strani pa tudi zaradi stigme se ne upajo o tem pogovarjati s svojimi zdravniki. Ne? Zato tudi ni sodelovanja med tako in drugačno stroko. Zato recimo tudi, ne vem, se hoče, to je pa ta drug problem, je pa ogromno parcialnih interesov. Ne? Zdravnika zanima zdravljenje, farmacevta zanima, ne vem, proizvodnja zdravil od neke točke do neke točke. Kmeta zanima spet nekaj drugega, nekega uporabnika, ki si želi legalizacijo, da tako rečem, ne, da bo, ne vem, lahko pržgal nekaj na Kongresnem trgu in se ne bo bal kazni, spet nekaj čist tretjega zanima. In vsak gleda sem, da so njegove kljukce odkljukane, za ostale nas pa ne skrbi. Ne. Jaz moram tu opozoriti. Ne. Največji potencial trenutno je ravno medicina. Ne. In vsakič, ko mi začnemo razlagati, koliko mi lahko s tem denarja zaslužimo, ne, se moramo najprej vprašati. Prvenstveno to delamo zato, da bodo bolniki imeli do tega dostop. Če bo neka farmacija od zadnjič zaslužila nek razumen dobiček, je to sicer super in krasno in fajn, ne, ampak prvenstveno to delamo zato, da bi bolniki imeli dostop. Ne? Zdaj, zakaj to govorim? Mi ne moramo pa reči, da nismo zdaj brez nekih potencialnih škodljivih učinkov. In ravno pri alkoholu se zelo lepo vidi. Rečejo, ja, zberemo toliko in toliko denarja z davki na alkohol, ne? Ampak pa seštejemo škodo, ki nam nastane zaradi zlorab alkohola in ugotovimo, da je večja. Da je večja od teh prihodkov. Jaz ne bi mešal. Se zato pravim, ne smemo tukaj mešati. Ne? Ampak dokler so fokus bolniki, dokler je fokus proizvodnja droge za zdravilo, mora biti nujno zraven tudi fokus, ne samo profitni, ampak tudi vključujoči model, tudi dostopnost tega, ne, ker je tu lahko zelo hitro navaren. In tretja stvar, ki je zelo povezana s temi parcialnimi interesi, pa da ne bo kdo mislil, da zdaj obtožujem, ampak ugotavljam, da se nasploh pojavlja veliko takega v sistemu. Ne. Mali trg smo, kot je bilo že prej narejeno, in njemu se hitro vzpostavi monopol. In jaz sem recimo strani ministrstva že večkrat videl načrte, ker pač, če bi pa bil državni monopol, pa ni problem. To me straši. Ta zakon to eksplicitno preprečuje in to je tudi razlog, zakaj je padel zakon o ministrstvu za zdravstvo. Ne? Če ga ni bilo. Seveda je. No, padel, ne vem, na kjeri točki na vladni ravni je padel. Ne? Oni so pripravili rešitve, ki bi to, o čemer govoriš, omogočale, ne? Da bi dali, se pravi, bi se za zdravljenje bi se naredili. Ampak je to absolutno premalo. Zakaj mi moramo iz tega narediti gospodarsko panogo? Ne? Podcenjevanje tega, da mi rabimo res visoko profitabilno panogo, to je visoko profitabilna panoga, visokimi dohodki in zaposluje v enem takem obratu, vi rabite približno tretjino visoko izobraženih kadrov. To ni zgodba, mi se bomo malo igrali, pa bomo nekaj delali. Ne? To ni to, kar imamo zdaj navado. Ne? To, kar kupujemo na raznih štantih, pa podobne stvari, ki ljudem dajo. Ne? In tukaj zato je treba to vključiti, narediti tako, kot je treba. In seveda ti pa ne moreš, ker je to zelo regulirano, je pa ta zadeva, kako se pa lahko uporablja. To je pa izrazito regulirano. In to velja samo, se pravi, izdelovanje zdravil, tudi magistralnih, tudi vseh ostalih, je strogo področje medicine. Mislim, in farmacije imajo popolno AZMP in vsi bo imeli popoln nadzor nad tem. Ne? Z naše strani je zgodba v drugo smer obrnjena. Ne? Zgraditi tako, da bomo imeli visoko proizvodno, da bomo lahko razvijali, da bomo imeli lahko znanstveni in učni sistem, da se bo lahko učil in da bo tudi veliki donosi. Mi rabimo resen denar. Če se kdo to misli, da podcenjuje, ker tak pa je, kdor bo zdaj izkoristil
To bo dobil v naslednjih 2-3 letih, se bo to moralo zgoditi. In ta cajt imamo mi še prednost, ki jo lahko izkoristimo, da postanemo en od centrov za to proizvodno, ne, v svetu. Ampak kljub vsemu, Gorazd Miloš, volitve so pred vrati, poslanci so zdaj še posebej občutljivi, želijo si logično ponovne izvolitve, reelekcije. Veliko ljudi bo skočilo, se pravi, legalizacija marihuane, legalizacija pač te droge in tako naprej. Kako se mislite s temi predsodki spopasti? Ker če imamo že toliko težav, oziroma imate toliko težav, že ko komunicirate s tistimi, ki bi se na to morali spoznati, kot je Ministrstvo za zdravje, kaj bo šele, ko bo to trčilo v javno mnenje in potem v poslance, ki so na nek način odvisni od tega javnega mnenja? Jaz moram povedati prvo, da nimamo težav z Ministrstvom za zdravje. Okay. To ne drži, smo se imeli lep pogovor, imeli smo razlike v konceptih. Oni so hoteli narediti to, kar je kolega prej rekel, državni monopol, mi želimo narediti biznis, industrijo iz tega. Ne, industrija je pa to, vendar do uporabnika je pa strogo kontrolirano. Se pravi, to ni legalizacija, da zdaj bomo za kajenje, za vse ostalo. To ne bo dostopno na trgu kar tako. To je drug del, ki se tega področja daje. Mi bomo naredili gojenje in proizvodno. Se pravi, to, kar je možno, da se razvije, da se rata biznis. Za ostali del se zakon samo v eni točki dosega tega, namreč predvideli smo po zgledu Belgije, da se lahko konoplja, se pravi to, kar je do 1%, če se uporablja za kajenje, ker je to pač manj škodljivo s CBD kot ostalo, če bi se to uporabljalo za kajenje, v tem primeru se uporablja po tobačni zakonodaji, obdavčevanje. Zato, ker vam imate popolnoma jasno direktivo, ki govori, da je v hrani lahko 0,2%, v Evropi ne more biti drugače, se pravi, ne moreš drugače, se pravi, to ne moreš za prehrano dati. Zdaj sicer za Novel Food so dali nekaj, naš ravno slovenski Pharmahemp je med prvimi, ki gre v validacijo. To pomeni, da še ni, ampak med prvimi bi dobil dovoljenja. Ampak zato pa, kar jaz govorim za kajenje, je pa to možno, ker bo to razlika med 0,2, tukaj boš pa do 1% in to je dosti bolj zdravo in mislim, da bo tudi tukaj precej, da bo to nadomestilo za tobak. V Belgiji se to dogaja se v celem kupu druge, v Ameriki imate klube, ki to delajo, Se pravi, to je smiselno, da to nadomesti tobak, kajti škodljivost enega pa drugega je neprimerljiva. Jaz vam res iskreno pa od srca čestitam, če ste za te rešitve dobili iskreno soglasje Ministrstva za zdravje, pol vam jaz čestitam. Jaz pravim, nisem videl teh rešitev, ampak hočem reči, kako so nam napadali in še napadajo mejo 1%, kako so nam napadali vsakršno mejo tudi, tobačnega nadomestka in podobnih stvari. Hočem reči, čestitam iz vsega srca, če se vam je to uspelo realistično zmeniti, ker je vendarle, ko dobiš neko stvar na mizo, jo pol moraš še prebrati. Mi smo se nekaj let ukvarjali za tako rešitvijo, večkrat testirali, ampak potem na koncu, ko je prišla noter, je še vedno čisto pravičeno. Imela, zakonodajno-pravna služba na njo pripombe in tako naprej. Hočem reči, takšna stvar, takšna napaka, takšna zmeda, ki jo je nekdo ustvaril 20 let nazaj, se po mojem mnenju ne da odpraviti sam takole. Sem z eno kljubico, čeprav vso podporo, ker ta 1% meja in tobačni nadomestek je nekaj, kar je po mojih izkušnjah bilo Ministrstvo za zdravje nepremakljivo. Tudi če so se ministri bili pripravljeni pogovarjati, se nivo pod njimi, ki je vedno tam, ne glede na to, kdo je minister, niti slučajno ni hodil. Tukaj, se pravi, tako konkretno o tem nismo z njimi pogovarjali od tega. Ampak smo se pogovarjali pa o zgodbi o 1%. O teh stvarih. In to vključuje zadevo. Tukaj se je treba enkrat odločiti, ali bomo pustili tobak kraj noter, ali bomo imeli raje to, kar je mnogo manj škodljivo, nadomestek, pa bistveno, dohodki so pa enaki. Ali več. In za moje pojme je to bistveno boljša varianta, kot tako je zdaj. In jaz mislim in tudi vidim, da gre tudi vsa tobačna industrija v to smer, kajti tobak je resna droga in zelo nevaren. Je res nevaren, medtem ko to ni nevarno. Absolutno, ampak tobak je zdaj legalen, oziroma že ves čas, to pa ni. Zdaj me zanima, kaj pa kriminalne združbe, ki recimo to zlorabljajo, za trgovino z nedovoljenimi drogami, ko bojo pa oni gledali na te zakonske spremembe, ki se zdaj pojavljajo? Vi ne boste nikoli kriminalne, če dovoliš,
Kriminalne družbe ne bomo nikoli popolnoma mogli zmerati. Kako jih z njih lahko zmanjšaš? Tako da znižaš obdavčitev. Tako so izdelki, zdaj pa govorimo o izdelkih, ta zakon ne govori o temu, ne? Ampak če bi se tega lotili, bi moral se edino na ta način, kot namerava tudi Nemčija narediti, da zelo gleda, kakšne so cene na trgu, črnem trgu, in bo temu približala, se zelo, zelo približala, tako da se njim ne bo splačalo. Kontrola cen je opcija, ne? In tudi v resnici se dostikrat vidi, se obstajajo tudi analize, koliko kaj stane. Kontrola cen je lahko tu opcija približno tako, kot ta vlada pravi, da je kontrola cen možna pri naftnih derivatih. Ne? Takrat, ko paše ne, drugače pa tega premalo. Če je to biznis in je to resen trg, ne, potem mehanizmi kontrole cen ne morejo biti edina stvar, ki lahko cene, da rečem dol držijo. To je zagotovo. Ne. Druga stvar, ki pa je lahko resno udariti črnemu trgu vsakemu, ne, je pa reguliran trg. Prohibicija je tista, ki najbolj spodbuja kriminalne združbe, kriminalne trge in podobne zadeve. Ne, železni zakon prohibicije, to so eni novinarji že v 80-ih razvili, ne, pravi, da bolj kot je prohibicija stroga, bolj bo droga koncentrirana in trda. Če imate popolno prohibicijo alkohola, se kriminalcem ne splača ukvarjati s pivom. Ne? Ampak varijo nekaj visoko koncentriranega in to prodajajo. Uporabniki morajo pol sami razrečevati, kot se to dogaja na nelegalnih trgih z drogami. Ne? In v bistvu strogo prohibirani trgi so največji garant za to, pa neznanje, ne? Torej prohibicija, prepovedi na mestu izobraževanja so največji garant za to, da bodo ljudje iskali način tudi na nelegalnih trgih. Šele takrat, ko ti zagotoviš, da bo nek legalen trg lahko zagotovil varen produkt, potem boš tudi najbolj se obračunal z organiziranim kriminalom, s kriminalnimi združbami. Ne, ker kontrola cen njih ne boli. Ne? Kontrola cen boli legalno registrirane subjekte. Ne? Če pa hočeš se z njimi tu spopasti, ne, se spopadeš to, da na reguliranem trgu zagotoviš varen produkt. Ne? To pa je ful velika revolucija, glede na to, kar se mi zdaj pogovarjamo. Ja, s drugim delom se strinjam, v prvem delu pa ne. Zakaj? Zato, ker je stvar zelo preprosta, zato so se tudi Nemci odločili to. Ne? To ni enako kot zgodba o nafti, to nima veze. Ampak preprosto pogledaš, ne, na črnem trgu, recimo ta trenutek je v Nemčiji gram, se zdi okoli med 10-11 evrov, ne? Predvidena cena, ki se svetujejo oni za to, v tem trenutku bi bila pa tam okoli 8-9. Ne? Se pravi, govorimo o končni ceni. Ne? In temu primerno daješ noter. Ve se, kakav je proizvodni strošek tega, to ni nek poseben problem, vemo, kaj je. Ne? Se pravi, dovolj tega je. In ko tako delektiraš ceno, ne, jih ubiješ. Ne? Stvar je zelo, zelo preprosta. Ne? Ampak mi se s tem ne bomo ukvarjali, ne? To ni zdaj ta del tega zakona. Zato, ker ta trenutek ni še pripravljenosti, po mojem, še za kaj takega, da bi to šlo čez. Nič, če vaju prav razumem, ne, kanabis je biznis, če bo pa legalen, bomo pa še videli. Gorazd Prah, Miloš Čirič, najlepša hvala za vajno današnje gostovanje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o legalizaciji kanabisa že 703. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj so ženske prvi spol, pa še vedno niso enake moškim. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.